Veš, zakaj ti ne uspe izgubiti tiste najbolj trdovratne maščobe, kljub temu, da se trudiš? No, če ne veš, bom jaz v današnjem posnetku razkril 4 ključne točke, ki vam bodo pomagale pri tem, da boste bolj uspešni pri izgubi maščobe, pa naj si bo to na začetku, v sredini ali čisto na koncu, ko si želiš še samo tisto piko na i. In katere so te točke, da imamo neko kazalo na začetku? Prva je, da dieta ni prilagojena, oziroma da vaš način prehranjevanja ni prilagojen vam. Druga točka je, da imaš preveč ekstremen načrt in ta načrt zajema vsa področja, ne samo prehrane. Tretja točka je, da se ne zabavaš. In četrta, da nimaš nadzora. Pa začnimo s prvo. Kaj pomeni, da dieta ni prilagojena, oziroma da je tista prehrana, ki jo imaš, neprimerna zate? Zelo pomembno pri izgubi maščobe je, se pravi, ker zdaj izhajamo iz nekega splošnega dejstva, da si želimo biti v dobri formi na dolgi rok. To je zelo pomembno. Tukaj zdaj ne govorimo o ekstremni dieti ali doseganju ekstremnih rezultatov, kot je na primer bodybuilding tekma, v kateri si v top formi na določen dan ob določeni uri, ampak dolgoročno ohranjanje zelo dobre forme. In tukaj je zelo pomembno, da je naša dieta oziroma prehrana prilagojena tako, da bomo mi to dolgoročno zdržali. Nikoli se ne držite jedilnika, ki je vašemu prijatelju ali sosedu ustrezal, zato ker vam mogoče ne. Za vas je najbolj pomembno, da imate dieto vsekakor s kalorijskim primanjkljajem, kolikor je cilj izguba maščoba, ampak urnik in prehrana morata biti prilagojena za vas. Kaj še mora biti prilagojeno za vas? To, da mogoče tista hrana, ki je najbolj zdrava, nasplošno vam ne ustreza. Se pravi, tukaj govorimo o intolerancah. Jaz sem enkrat naredil zanimivo raziskavo sam pri sebi in ugotovil, da mi določena živila ne pašejo. En izmed njih je recimo losos. Kljub temu, da losos velja za zelo zdravo živilo, ga jaz osebno ne smem jesti v prekomernih količinah, zato ker slabo vpliva name. In če ješ živila, na katera imaš intolerance, to veča stres v telesu, to veča raven stresnih hormonov v telesu in stresni hormoni v telesu izčrpavajo telo, višja raven sladkorja, slabša občutljivost na inzulin in posledično preko vseh teh mehanizmov enostavno pripomorejo k nabiranju maščobe ravno na področju okrog trebuha. Tako da, kaj še pomembno? Smo rekli, tudi ure morajo biti prilagojene. Če morate zgodaj vstati, če vam recimo ne paše jesti zjutraj ali imate raje, ne vem, da jeste zjutraj pa opoldne ne, vsekakor prilagodite urnik vašim željam in vašim navadam. Nikjer ne piše, da je nujno potrebno jesti 5 ali 6 malih obrokov dnevno. Ni res. Če vam ustrezata 2, je to super za vas in se tega držite. A ja, to še. Sigurno si videl kakega prijatelja, ki je shujšal z neko dieto ful. Potem pa si se ti držal istega načina, pa se ni nikamor premaknil. No, jo viš. To je to. Druga točka, o kateri smo rekli, da bomo govorili, je, da imamo preveč ekstremni načrt. Kaj to pomeni? To pomeni, da smo se naenkrat odločili, tak, z današnjim dnem pa jaz začnem hujšati. Do zdaj smo vsak dan ležali na kavču, nismo delali nič, vazali smo se s čipsom, jedli smo čokolade in potem je prišel en ponedeljek in smo rekli, danes pa začnem s hujšanjem in smo se vpisali fitness in tisti dan smo začeli pretiravati s treningi. Vsak dan 1 uro treninga ali več, vsak dan tek, prehrana, totalni kalorijski primanjkljaj, izločili smo vse ogljikove hidrate, zaradi tega, ker baje redijo. In kaj se je zgodilo? Po določenem času smo se preizčrpali in nasitili, saj dolgoročno to ne moremo zdržati in bomo vse skupaj pustili in se vrnili nazaj. Torej, ne zadajmo si ekstremnih planov, ampak si naredimo načrt takšen, ki je za nas dolgoročno znosen. Če lahko treniramo 2-3 tedensko,
se držimo tega in ne hodimo več kot to na fitness. Če vam predstavlja, ne vem, obremenitev, da hodite tekat, ne hodite tekat, hodite plavat ali hodite na sprehode. Se pravi, aktivnosti si morate prilagoditi temu, da bo znosno, da ne bo pri tem nekih ekstremov. Tretja točka je, da se pri tem, kar delaš, ne zabavaš. In to je zelo pomembno. Malo sem omenil to prej pri ekstremnem načrtu, ampak če tukaj pogledamo še to bolj podrobno. Kaj sem s tem mislil? S tem sem mislil, da če tebi ne ustreza trening na fitnessu, ne hodi na fitness, ne sili se s tem, če tebi ne ustreza tekanje, ne rabiš tekat, ne tekaj in ne hodi na tek. Delaj tisto, kar dolgoročno lahko vzdržuješ in pri tem uspešnem izgubljanju maščobe oziroma dolgoročnem ohranjanju nizkega ali pa znosnega odstotka maščobe, se pravi, da si v dobri formi, je izjemno pomembno, da slediš vsem tem 4 točkam. Torej, drži se tistega, pri čem se zraven veseliš. Če je to ples, super, hodi plesat in pleši. Zelo pomembno, mogoče celo najbolj pomembno pri vsem je enakomerno razporejena aktivnost tekom celega dneva. Vseeno, kaj delaš, vse dodatno je samo pika na i, samo gibaj se, bodi fizično aktiven. Če boš pa potem še k temu dodal kakšne dodatne treninge, pa je to dodatni bonus. In 4. točka, ki je zelo pomembna, pa je, da nimaš nadzora. Kakšnega nadzora? Predvsem, da nimaš nadzora nad svojo prehrano, skupnim kalorijskim vnosom. Tukaj ne spreglej posnetka, kjer smo govorili o kaj pomeni 500 kalorij in kaj pomeni 500 kalorij. Ampak kaj hočem povedati? Hočem povedati to, da včasih se nam zdi, da sploh ne pojemo veliko, ampak bistveno presežemo naš kalorijski vnos. Zaradi tega se pač enkrat moramo mogoče malo posvetiti temu in zase preveriti, koliko mi sploh porabljamo in koliko vnašamo. In potem bomo dobili neko predstavo, kje se nahajamo in bomo lažje korigirali našo prehrano. Se pravi, prvo si prilagodimo naš kalorijski vnos in kalorijske potrebe, potem se pa še osredotočimo na makrohranila. Se pravi, v osnovi bi jaz rekel tako, osredotočimo se na zadosten vnos beljakovin, recimo 2 grama na kilo, potem pa pač glede na individualne potrebe in cilje, seveda tudi odstotek maščobe, prilagodimo vnos ogljikovih hidratov in maščob, ampak o detajlih, koliko česa in kdaj, bomo govorili pa naslednjič. Evo, to so bile te 4 točke, če jih povzamemo. Prvo je, da dieta ni prilagojena individualno vašim potrebam, druga je, da imamo preveč ekstremen načrt, tretja je, da se ne zabavamo in 4. je, da nimamo nadzora nad našo prehrano. Tako pa smo prišli do konca. Glede na to temo vas vabim mogoče k dodatni zanimivi temi, o kateri smo govorili, in sicer tukaj, koliko mišic lahko naravno pridobimo. Seveda pa bom zelo vesel in vas vabim k temu, da všečkate ta video, če vam bila vsebina všeč, in da se naročite tukaj na moj kanal in označite zvonček, ki vas bo opomnil vsakič, ko bo prišel nov posnetek, da je tukaj. Adijo!